Pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem vedska astrologinja, tarot svetovalka, sem tudi intuitivni coach. Samo za vas sem ponovno pripravila pogled v prihodnost, ampak tokrat za celo leto 2023. In to na vseh področjih. Tako na področju ljubezni, poslu, pri financah, zdravju, seveda pa tudi ni izključeno kakšno presenečenje, ki vas čaka za novo leto. Vabim vas, da moje objave všečkate, tako boste omogočili tudi drugim, da bojo te objave videli. Potem pa tudi želim, da jih delite in pa lahko jih tudi komentirate. Torej, gledala bom v tarot, tako kot do zdaj vedno. Pri vsaki skupini pa bom pogledala v drugi tarot. Za vsako skupino sem tudi potegnila karto Osho Zen tarota in pa seveda nekaj kart iz mojega kupčka srednjeveških orakelskih kart Rosetta. Torej za vsako skupino po eno karto. Zdaj, karte Rosetta sem zasnovala sama, narisala jih je Ina Lutarič. Na prvih straneh, torej ko te karte polagate, se vam odstranijo čudovite podobe, to so srednjeveške podobe, na zadnji strani teh kart pa je narisana Rosetta. Zdaj, ta Rosetta energiji vsaki izmed kart na prvi strani pomaga, da se preobrazi, če je to potrebno, če je na primer seveda kakšna težka karta. Ali pa da se manifestira, če je energija te karte pozitivna. Torej, zato sem tudi Rosetto izbrala kot zadnjo stran, ker je močan simbol prehoda in vedno pomaga k pozitivni spremembi. Kaj te karte prinašajo, si vedno lahko pogledate na mojem posnetku na YouTubeu, kjer sem tudi te karte razložila, ali pa si o njih lahko preberete na moji spletni strani oracleoflight.org. Seveda pa jih tam tudi lahko kupite, link bo prilepljen spodaj. Drugače sem za letošnje leto pripravila tudi napoved po vedski astrologiji, po Džotišu, in to splošno napoved in pa za vsa znamenja. To napoved pa lahko pridobite na tak način, da obiščete mojo spletno stran, se prijavite na novičke in potem boste to napoved tudi prejeli. Če ne veste, kaj ste po Džotišu v ascendentu, v soncu in v luni, mi pišite na info@orakelluci.si in vam to brezplačno pogledam in vam odgovorim na mail. No, zdaj pa, če smo spet pri naši napovedi, torej letošnjo leto je leto 7 po tarotu. To je leto kočije, prinaša premike, spremembe, nove začetke in zato je konec čakanja v tem letu. Torej, če ste nekaj delali, pa vam nikakor ni šlo, se boste v letošnjem letu končno premaknili naprej. In to bo ena taka zelo, zelo pozitivna sprememba za vse nas. Zdaj, seveda imamo v letošnjem letu tudi izzive. To je lahko jalovost našega delovanja, nek občutek nemoči, ko bi se radi premaknili naprej, pa se nikakor ne moremo, ampak seveda kočija nam bo pomagala, da se bomo premaknili naprej. Potem je tudi izziv podleganje skušnjavom in izbiranje možnosti, ki jih bo veliko in potem se tudi lahko zaustavljamo, ko ne vemo, kaj bi izbrali. Tretji izziv je pa občutek, da nikoli ne storimo dovolj, če tudi se močno trudimo. Dar tega leta, ki pa je lahko tudi izziv, je pa, da branimo tisto, kar nam je v življenju pomembno. Zdaj, to je za nekatere izziv, jaz pa ga uvrščam v dar, ker seveda takrat, ko branimo nekaj, kar nam je pomembno, je to tudi neke vrste pozitivno za nas. Poleg tega seveda je pa kočija, nam pa vse skozi pomaga, torej pa močan arhetip prehoda, da se pomaknemo in premaknemo v tem letu naprej. No, zdaj pa kar začnimo z izbiro kupčkov. Torej, prva skupina, tisti, ki boste izbrali tale rumeni kamenček, torej to je Kozmik tarot. Potem druga skupina je Rider-Waite tarot in tale črn kristal. Potem je ta tretja skupina Zlati tarot in pa tale vijoličen kamenček. In pa ta četrta je pa Kravli tarot in tale rdeč kamenček. Pozdravljena prva skupina, torej tisti, ki ste izbrali tale rumen kamenček. No, najprej bom pogledala, kaj se bo dogajalo v vašem ljubezenskem življenju, potem v poslu, karieri in financah in pa na koncu zdravje, ter 2 dodatne karte mi bojo pomoč.
No, pa kar začnimo z ljubeznijo. Torej, v ljubezni vas čakajo kar nepričakovane stvari. Srečali boste nekoga, ki vam je usojen, ali je pa vaša usoda, lahko je to nekdo iz preteklosti, lahko je pa to nekdo, ki ga boste spoznali na novo. Je pa dejstvo, da nekdo prihaja v vaše življenje, ki bo močno zaznamoval vas kot osebo in vaše življenje na splošno. Izgubili boste strah v ljubezni in se boste tej osebi popolnoma predali. Ta oseba vam lahko tudi ponudi nek zakon, neko resno razmerje in vam ponudi nekaj stabilnega, nekaj čustvenega, nekaj, kar vas bo zelo navdihnilo in vas tudi popeljalo na neko čisto novo pot. Torej, v tem letu vas v ljubezni res čakajo neverjetne priložnosti, novo poznanstvo, torej brez strahu stopite v to poznanstvo, v to ljubezen, kajti prinaša vam samo pozitivne in lepe stvari. Torej, kot sem rekla, neko resno razmerje oziroma resna veza lahko tudi pomeni obet zakona ali pa torej, zaroke ali pa seveda poroke. Torej, oseba, ki bo z vami, bo želela imeti tudi družino z vami, tako da možno je, da s to osebo, s katero boste zaplavali v ljubezenske vode v tem letu, lahko imate kasneje tudi družino. No, zdaj pa, če pogledamo posel, kariera, finance, torej tukaj bo pa malo drugačna situacija. Tukaj pa vas čaka neko razočaranje, nek sunkovit preobrat. Zdaj, da vas ne bom nekaj strašila, lahko kaže tudi na zamenjavo službe, na nek neugoden dogodek, na nekaj, kar vas bo zelo pretreslo, kar vam bo zamajalo tla pod nogami. Tako da vam svetujem, da se prej dobro pripravite. Torej, sicer vam v službi, karieri, poslu, torej ne glede na to, ali delate sami ali pa delate v skupini, kaže kar dobro. Veliko dobrega sodelovanja, veliko uspehov v sodelovanju, zaključevanje nekih pozitivnih projektov, ampak tudi neko razočaranje in nek sunkovit pretres, torej nekaj, kar vam bo sezulo noge, kar vas bo nasplošno sezulo in vam prineslo lahko kar velike izzive v življenje. Pazite tudi finance, ker bi se tukaj lahko zgodilo, da bi vas nekdo mogoče lahko ukradel ali se okoristil z vami, kaže neka izguba denarja, tako da v tem smislu ne kaže ravno dobro. Vam pa tale karta ver kaže, da zaupajte svoji intuiciji, da zaupajte temu, kar vi mislite, da je za vas prav. Torej, tudi če boste izgubili službo, tudi če se bo zgodilo nekaj takega, zaupajte, da je to za vas prava pot. Torej, nič se ne zgodi naključno in vsaka stvar je za nekaj dobro. To v bistvu vam karte tudi govorijo. Tako da se ne bojte preveč te spremembe, če tudi vas bo malo sezula. Potem boste precej ambiciozni tudi drugače v poslu, morali boste izkazati pogum na splošno celo leto, vam to kaže, tako v ljubezni, kot tudi v poslovnih stvareh in pri denarju. No, zdravje boste imeli pa malo bolj stabilni, to je pa ta tretji. Kaže vam sicer na začetku leta obisk nekega zdravnika, nekoga, ki se zdravjem ukvarja, lahko tudi kakšnega alternativnega zdravnika. Utrujeni ste, to vam kaže, torej da boste mogoče šli na neko alternativno zdravljenje, zato da se vam bo nivo energije dvignil. Drugače pa kaže, da morate glede zdravja pristopiti z neko resnostjo, da se morate določene stvari z zdravnikom pogovoriti, ker lahko bi bili na začetku izgorelosti ali pa bi lahko imeli psihične težave. Lahko tudi kakšna depresija, kar pa boste rešili, tako da jaz se ne bi glede zdravja preveč obremenjevala. Drugače, celo leto zaupajte intuiciji, iščite odgovore v sebi, ker jih imate, zaupajte v božjo previdnost ali pa v naravno previdnost, kakorkoli temu rečete, in bodite ambiciozni, ker se vam bo to na koncu obrestovalo na vseh področjih, torej tako v ljubezni, poslu, kot tudi pri zdravju in na splošno v odnosih. Drugače vam na splošno kaže neko razočaranje zaradi odnosov.
lahko vam kaže tudi, da boste v ljubezni, torej ko boste nekoga spoznali in bo ta resen, tudi na tem področju doživeli nek sunkovit preobrat v sredini leta, ampak se bo to na koncu dobro rešilo. Tako da to razočaranje in ta preobrat ne bo povezan samo z vašim poslom, kariero in financami, ampak bo navezan tudi na vaše partnerstvo, lahko je to poslovno partnerstvo, ki je drugače dobro, pa se bo na nek način to partnerstvo spremenilo in boste morali sprejeti neke spremembe. Torej, arhetip kočije pa vam je lahko pri tem v veliko pomoč. No, to je za letošnjo leto vse, torej zaupajte vase, delajte na samozavesti, verjemite, da moč izhaja iz vas in bo to leto za vas pozitivno. Pozdravljena druga skupina, torej tisti, ki ste izbrali tale črn kamenček. Torej, kaj pa vas čaka v ljubezni, poslu, karieri, financah in pri zdravju? Torej, v ljubezni vas čaka nek premik, zelo, zelo pozitiven, torej iz neke osamljenosti, iz nekega občutka, da niste ljubljeni, se boste v tem letu premaknili v neko lepo vezo. Torej, verjetno boste spoznali nekoga novega, ali pa bo prišel nekdo v vaše življenje, ki ste ga že prej poznali, ampak seveda ne bo več prijatelj, ampak bo to za vas postal partner. Torej, na ljubezni vam zelo, zelo lepo kaže. Torej, kaže vam tudi, da ste veliko delali na sebi v preteklosti in da ste zdaj dozoreli za neko ljubezen, pravo ljubezen, torej ta oseba, ki jo boste srečali, bo za vas res prava. Tako da v bistvu vam nimam kaj dosti tukaj zapovedati, ker vam zelo, zelo pozitivno kaže. Torej, kot sem že rekla, je letošnjo leto kočije in vam se je celo kočija pokazala. Torej, premik naprej, če ste imeli do zdaj v ljubezni kakšne zastoje, ovire, se bojo te umaknile in ste na poti do nekega lepega partnerstva. Glede posla, kariere, finance vam kaže tudi zelo, zelo dobro. Kaže vam nek prihodek in to večji in neka možnost, da pridobivate oziroma imate nek reden prihodek mesečni, ki bo lahko povezan z neko moško osebo ali pa z neko osebo, ki ima zelo rada svoj posel, je zelo čustvena, je pripravljena v svoj posel vložiti nekaj denarja in vam kaže neko dolgoročno sodelovanje. Prav tako kaže, torej tale karta od Osho Zen Tarot, da ste dozoreli za tako sodelovanje. Zato, ker prej se kaže, da ste se malo lovili, trenutno pa kaže, da boste v prihodnosti imeli možnost nekega resnega sodelovanja z neko osebo. Je pa res, da mogoče pri tem sodelovanju ne bo tako hitro oziroma ne bo v takem obsegu, kakor vi pričakujete. Bo pa sigurno in bo stabilno. Za zdravje vam tudi kaže za pozitiven premik, paziti se morate predvsem čustveno, torej precej nihate v čustvih in boste nihali celo leto. Torej lahko bolj kot ne psihične težave, ampak se bojo te zelo zboljšale. Ob koncu leta boste pa mogoče spet imeli malo nihanja. Na splošno se morate glede tega paziti. Lahko bi imeli tudi kakšno manjšo operacijo, ampak se bo ta zelo, zelo dobro končala. Lahko so pa tudi neke manjše kronične težave, povezane z mehurjem ali pa s tekočino v telesu, ampak nič kaj resnega. Drugače vam zdravje bo služilo v celem letu precej dobro. Torej, čakajo vas v tem letu nove stvari, torej paš nakazuje na neke novo sodelovanje, nove stvari, nove premike, začeli boste nek nov projekt, ki vam bo prinesel precej denarja, to lahko pričakujete. Kaže vam tudi, da ste bili prej precej čustveno nezadovoljni in da se bojo te stvari spremenile. Torej, da vas čaka neka lepa pozitivna veza, samo vi morate včasih malo spremeniti pogled tudi na vezo in na partnerstva in mogoče torej, tudi s to osebo, s katero boste, mogoče ne bo torej, čisto po vaših pričakovanjih, tako da boste se morali v sebi, sami sabo dogovoriti, da ko boste videli, da je v bistvu oseba v redu, da pač ni idealna, ne? Torej, sami sebi
Sami sabo se morate pogovoriti, torej, da je oseba v redu in da tudi, če nima vsega, kar ste pričakovali, to ni tako pomembno. Pomembno je, da vas ima rada, da se z njo dobro razumete, da z njo dobro sodelujete, ker ta oseba vam bo ponudila nekaj resnega. In to bi bilo škoda zavreči, oziroma škoda bi bilo to zavrniti. Tako da vam svetujem, da tudi če mogoče ne boste popolnoma zadovoljni, da to vezo sprejmete, ker bo zelo, zelo dobra. In da se ne ozirate toliko nazaj, torej kakšni so bili drugi ljubimci, partnerji, oziroma naprej, koga lahko še dobite. Zato, ker to, kar boste v letošnjem letu spoznali, torej to osebo, ki jo boste spoznali, bo za vas dobra. To velja tako na poslovnem področju, torej nekdo, s katerim boste sodelovali poslovno, kot tudi na ljubezenskem. Torej to velja zdaj za celo leto. Pozdravljena tretja skupina, tisti, ki ste izbrali tale vijoličen kamenček. Torej, kaj vam kaže v ljubezni, v poslu, karieri, financah in pri zdravju, ter na splošno. Torej, v ljubezni vam kaže kar en hud prepir, kar pomeni, da boste lahko imeli konflikte, lahko z nekom izven, torej z partnerjem, ljubimcem, z nekom, ki vam je čustveno zelo blizu, ali pa boste sami v sebi konfliktni, ker ne boste vedeli, kaj narediti. Torej, neko vezo imate, ta veza vam bo tudi v letu 2023 prinesla veliko sreče in se bodo stvari umirile, ampak lahko pa pričakujete in bo tudi en konflikt. Lahko to pomeni, da v sebi ste konfliktni, ne veste točno, kako bi s to osebo nadaljevali naprej, ampak kaže ljubezen s to osebo, kaže tudi srečo, zadovoljstvo, družina. Lahko s to osebo boste imeli v prihodnosti družino, otroke, ampak boste morali pri sebi razčistiti, kaj hočete, kaj nočete in torej se nehati prepirati, torej sami sabo ali pa s partnerjem. No, torej posel, kariera in finance vam kaže tudi kar dobro, torej vstopili ste v svojo moč že in tudi boste še naprej. Torej v poslu boste jasni, striktni in odločni, kaj hočete, kaže vam sodelovanje. Torej v tem letu se boste naučili, da v bistvu torej morate sodelovati z drugimi, če želite napredovati. To kaže tudi tale karta, vsi smo svet, torej z vsemi smo povezani, torej drug z drugim smo povezani. Ampak v poslu lahko pričakujete glede sodelovanja neke torej skrivnosti, ne boste točno vedeli, kam se obrniti, torej vi boste sicer v neki skupnosti, v nekem kolektivu, torej to je velja, če delate sami ali pa če ste v neki skupnosti, v nekem kolektivu, boste postavili jasna pravila, boste strogi, boste ločili osebno življenje od poslovnega, vse to boste naredili prav, ampak vseeno bodo v vašem kolektivu torej neke skrivnosti, neke stvari, ki vam ne bodo jasne, in to bolj bo proti koncu leta, torej v druge polovice leta, pa potem torej proti koncu leta, bodo stvari nejasne, ne boste vedeli, kam se obrniti. Tudi v bistvu boste čutili, da se vam mogoče dogaja krivica, stisnjeni boste zaradi ljudi. Ljudje sicer v vašem kolektivu so v redu, ampak med njimi verjetno krožijo neke govorice, neke stvari, o katerih vi ne veste nič in ki vplivajo na vaše delo. Lahko to pomeni tudi, da boste v letu 2023 dobili nek prihodek, ki bo torej bolj pod mizo, to je pač dober prihodek, ampak prihodek iz nekih skrivnih virov, ali pa torej prihodek, ki ga boste dobili na način, da ne bo povezan z računi, ampak bo, kot sem rekla že prej, tako pač na roke. Tako da tukaj bodite pazljivi, vam pa stvari glede posla ne bojo točno jasne, torej ne boste točno vedeli, kam se usmeriti. Če boste imeli kakšno nalogo, ne boste točno vedeli, kaj morate pri tej nalogi narediti. Torej veliko nejasnosti, veliko skrivnosti, tudi se vam bo zdelo, da v tej službi, kjer ste, ali pa pri tem delu, kjer ste, da ni več tako lepo, kot je bilo včasih, da imate veliko stvari, ki jih morate urejati sproti, pa vam bo pri tem zelo težko. Glede zdravja je tako, da vas čakajo neprespane noči, torej boste imeli psihične težave, pazite se kakšne depresije, imeli boste težave s spanjem, drugače pa boste čustveno precej nezadovoljni, nihali boste, tako da lahko bi vas doletela kakšna blažja depresija. Drugače vas bo pa zelo skrbelo, zelo boste zaskrbljeni in to seveda vse negativno vpliva na vašo psiho. Drugače morate paziti tudi črevesje, težave z nogami, kolki,
Torej, na splošno boste imeli težave z zdravjem, predvsem psihične, lahko pa se bo to poznalo tudi na vašem telesu. Torej, kot sem rekla, črevesje, kosti, tako da pazite na tem področju. Tudi mehur boste imeli precej občutljiv, tekočine v telesu, to bo pa vse vzrok nekega stresa. Torej, celo leto se morate paziti konfliktov v odnosih. In nekako morate pač vedeti, da smo ljudje povezani, da ste tudi vi del nekega kolektiva, posebej to kaže za službo, tudi doma, v družini, ampak v družini vam vseeno ne kaže takih težav ali pa v povezavi s partnerjem, vam vseeno kaže neko pozitivno reševanje problemov. V službi bo pa to precej težje in bo to na vas zelo, zelo psihično slabo vplivalo. Torej, nekako se boste morali naučiti sobivati z drugimi, se zavedati, da smo pač povezani, se pa morate v tem letu paziti izdaje in prevelikih skrivnosti. Nekatere stvari bojo prišle na dan, nekatere pa ne, boste pa morali počakati na leto 2024. Paziti morate, da vas te stvari ne bodo preveč obremenjevale in da boste, ne glede na to, da nekaterih stvari pač ne veste in da vam določeni ljudje pač nekatere stvari v službi ne povedo, da se boste s tem nekako sprijaznili. Imate pač v svoji okolici, tudi lahko v sosedstvu, torej tudi vaši sosedje, nekaj ljudi, ki vas nekako ne marajo, ki želijo z vami konflikt, ki vas ogovarjajo, ki so vam zavistni in ne smete pustiti, da vas to tako zelo prizadene, ker vas bo prizadelo in imeli boste tudi občutek odrinjenosti, lahko v službi. To ni toliko nakazano v domačem življenju s partnerjem, bolj pa je nakazano v službi. Torej, nek občutek odrinjenosti, samote, tudi na splošno širša družina bi lahko bila taka situacija, da imate občutek, da ste sami. V službi, kot tudi v širši družini, da morate vse delati sami. Vam pa v ljubezni kaže pa dobro, torej podporo od partnerja pa boste imeli. Ostali ljudje pa bi vas lahko v letošnjem letu kar precej razočarali. Pozdravljena 4. skupina, tisti, ki ste izbrali tale rdeč kamenček. Torej, kaj vas čaka v ljubezni, poslu, karieri, financah in pri zdravju in na splošno v celem letu. Torej, za vas, za ljubezen kaže neko prekinitev. Torej, v letu 2023 boste neko vezo, ki je že nekaj časa traja, verjetno prekinili in ostali sami. Zdaj, to za vas seveda pomeni neko, bom rekla, težjo preizkušnjo, ampak to se je verjetno že nekaj časa pripravljalo. Tako da verjetno boste se, ko boste to vezo prekinili, tudi stabilizirali. Zdaj, ta veza je lahko tudi poslovna, ni nujno, da je ljubezenska. Gre pa za nekoga, na katerega ste čustveno precej navezani. Torej, zdaj, če gledamo ljubezen, torej nek partner, včasih se to pokaže tudi za poslovne partnerje, če ste na nekoga zelo navezani ali pa ste z nekom delali več časa, ker za to osebo kaže, da ste bili z njo verjetno dlje časa. Torej, kar težko vam bo, nekaj časa se boste upirali temu, ampak sprememba je neizogibna in bo prišla. Na poslu, karieri in financah vam kaže zelo pozitivno, torej premik v nove, pozitivnejše smeri, veliko sreče na področju posla, veliko novih ponudb, veliko priložnosti pozitivnih in boste tudi praznovali nek dosežek, torej mogoče boste končali nek projekt, mogoče boste dokončali neko izobraževanje, neko delo, nalogo in boste zelo, zelo veseli in ker boste to tako zelo uspešno končali, vas čakajo tudi neke zelo, zelo dobre nove priložnosti v službi in glede tega se vam bodo uresničila dolgoletna želja oziroma dolgoletne želje. Tako da v poslu vam kaže izjemno dobro, kaže lahko tudi preselitev posla, pomeni, da mogoče se boste iz nekega oddelka preselili v drugega, če delate v neki službi, lahko pomeni tudi neko preselitev v drugo stavbo ali pa selitev posla, torej pisarne. V tem smislu lahko pomeni prav fizična selitev, lahko pa tudi pomeni, da se boste lotili neke nove naloge, ki bo pa zelo, zelo uspešna ali pa novega projekta. Pri zdravju vam kaže, da boste celo leto morali zdravje uravnovešati, da morate biti zelo pazljivi na kakšnih potovanjih, da vas kaj ne doleti, kaj nepričakovanega. Kaže vam, da boste letos tudi potovali. In zato vas lahko na potovanju doleti kaj nepredvidljivega, zato se dobro pripravite, preden greste na potovanje. Vam pa kaže, da boste zdravstveno, torej
kar močni, da se boste verjetno začeli ukvarjati s športom ali pa spremenili rutino in na ta način kar dobro uravnovešali svoje zdravje. Pazite na želodec. Drugače pa, torej vam celo leto kaže iskanje te priložnosti glede službe, ki se bojo pojavile, boste se verjetno odločali med več možnostmi in bo tukaj to iskanje se realiziralo. Lahko tudi pomeni konkretno veliko kratkih potovanj, lahko tudi neko daljše potovanje. Kaže tudi, da boste šli v nek popolnoma nov projekt, lahko bi tudi se preselili, torej kot sem že prej rekla, spremenili pisarno, spremenili oddelek v službi ali pa se vi osebno preselili, torej v neko novo stanovanje, v hišo ali pa naredili načrt za gradnjo nove hiše ali pa novih poslovnih prostorov. Tukaj kaže, da boste naleteli na neke težave, ampak se boste temu nekako uprli in boste skušali to dobro rešiti. Pazite se nekih konfliktov v tem procesu. Boste pa celo to leto orali nove ledine, zagrabili nove priložnosti, veliko potovali, veliko se premikali, to bo leto aktivnosti za vas. Edino torej v odnosih in v ljubezni vam pa kaže bolj torej osamljenost in da boste bolj zadovoljni sami kot z nekom v družbi. Kar se pa poslovno tiče, vas pa čaka izjemen napredek v novem letu.